Doslej neobjavljeno in šele leta 2019 v celoti odkrito delo Brede Pogorelec, veznik v slovenščini, je bilo v času nastanka, torej leta 1963 in je še sedaj najizčrpnejša sinhrona monografija o veznih sredstvih kakega slovanskega jezika. Gre za pionirsko delo s področja raziskovanja slovenskega knjižnega jezika. Delo zajema pojave zloženega stavka v najširšem smislu, ne samo paratakso in hipotakso, ampak tudi asindeton. Zato je še danes temelj in nujno izhodišče vsakega raziskovanja skladenjskih značilnosti slovenskega jezika. Raziskava natančno analizira vse slovenske podredne veznike. Skupno število vseh podrednih vezniških sredstev je 60, vključno s tako imenovanimi mejnimi primeri. Analizira tudi pariredne veznike. Parirednih veznikov in drugih povezovalnih sredstev je analiziranih 54, no in analizira tudi primere asindetona. K analizi je avtorica pristopila s takrat najsodobnejšo metodo, ki vrednosti skladenjskih elementov raziskuje po principu komutacije in z uporabo testa katalize. Klasifikacija vseh vezniških sredstev je narejena po Kočevskem, zasnovana na pomenskem razlikovanju odprtih, zaprtih in nevtralnih struktur. Breda Pogorelec si je namreč zastavila tudi nalogo osvetliti problem sinonimnih veznikov. Omeniti še velja, da je zelo podrobno predstavljena tudi razlika med veznimi prislovi in členki ter konjunkcijami. Urejanje disertacije Veznik v slovenščini pokojne Brede Pogorelec za izdajo v zbirki Lingua Slovenica Fontes je bil velik uredniški podvig. Disertacija je v slovenističnih kuloarjih veljala za nedostopno, izgubljeno, skrito. Obdajala jo je vrsta nepreverjenih govoric, mnoge od njih so se izkazale za zlonamerne. Ena od njih je govorila na primer o tem, da je Breda Pogorelec dostop do svoje disertacije onemogočila, druga o tem, da so za to poskrbeli njeni predhodniki. Ne eno, ne drugo ne drži. Breda Pogorelec je imela disertacijo namen izdati, se je pa zavedala, da bi takšna izdaja vzela kar nekaj časa, ki ji ga je vedno zmanjkovalo. Tudi nam je vzela veliko časa. Dostopnih je bilo le nekaj izvodov doktorata, opombe pa so bile odkrite šele pred kratkim. In prav odkritje opomb je omogočilo izdajo dela v knjižni obliki. Zdaj je delo slednjič izdano, gre za debelo knjigo, jedrno besedilo disertacije je ohranjeno v prvotni obliki, bistveno pa so knjižni izdaji prilagojene opombe, kjer so citati na novo preverjeni in navedeni po sodobnih standardih. Delu je dodan tudi bogat arhivski material, ki prikazuje vse okoliščine nastanka in nastajanja disertacije. Delo smo uredili Aleksander Rat, Mojca Smolej in jaz. Uvodno študijo o nastanku in pomenu disertacije je napisala Mojca Smolej, uvodna študija o odkrivanju in urejanju besedila pa je moje delo. Vabljeni k branju.